Jaz sem Boris Karbonja, po izobrazbi sem profesor zgodovine in geografije, že 25 let pa poučujem na Srednji ekonomski šoli v Mariboru oziroma Srednji ekonomski šoli gimnazije v Maribor. Sicer pa v zadnjih, rečemo 5, 6, 7 letih pa svoj prosti čas nekako posvečam reševanju socialnih stisk v Mariboru, širši okolici. Zdaj ravno za celo Slovenijo ne moram reči, ker smo vseeno prekratki, ampak vendarle se trudimo seveda pokrivati čim večje število ljudi, ki rabijo pač pomoč. Zdaj na upornika se obračajo različne skupine ljudi, ne? Se pravi, obračajo se tako od družin, ki sta oba starša brezposelna in sta prejemata socialno podporo. Tudi sicer v zadnjem obdobju, mogoče reči v zadnjem pol leta, je bistveno manj takšnih, ki so zaposleni. Največja rak rana, pa mislim, da ne samo Maribor, ampak celotne slovenske družbe so pa upokojenci. Zdaj po zadnjih statističnih podatkih, če ste zasledili, 38 tisoč upokojencev, še imamo vedno manj kot 400 evrov pokojnine. Tu moram reči, da sem dostikrat, pa ne bom rekel žalosten, skratka imam tak čuden občutek, nekaj med žalostjo, jezo in pa razočaranjem, kako velika razlika je, kadar se oglasim, da moram rešiti mamico samohranilko, očeta samohranilca z 1, 2 ali 3 otroci, v trenutku se zbere denar. Kadar oglašujem, da nujno rabim pomoč, ker mi bo enega upokojenca ali upokojenko dali na cesto, pa traja dlje. Mislim, da je to odgovor na zastavljeno vaše vprašanje, kako pravzaprav Slovenci gledamo na upokojence. Otroke vidimo dostikrat, ne, in se zelo hitro znamo poistovetiti. Babice pa detke pa očitno ne vidimo dovolj natančno, ne. In mogoče so tudi upokojenci premalo glasni, ampak ne bodo glasnejši, kot so zdaj. In naša dolžnost je, za njih poskrbimo. Lansko leto smo predvsem na pobudo državljanov sveta, letos pa še v družbi Slovenske filantropije, začeli z projektom zbiranja denarja za vozičke za otroke, ki so na otoku Lesbos, se pravi za begunske otroke. No, potem smo se pa v letošnji zgodaj spomladi ponovno srečali in poskušali ugotoviti, kaj bi pa letos naredili. Tako smo se odločili, da bomo polepšali jesen vsem upokojencem. In smo skupaj te 3 organizacije rekli, da bomo probali zbrati 20 tisoč evrov in s tem osrečiti 1000 upokojencev. To pa ne pomeni, da gre za osnovne življenjske potrebščine, kajti tu tako Slovenska filantropija kot državljani kot uporniki bomo to še naprej počeli kot naše redno delo. V tej polepšani jesen pa bi želeli, da bi tem upokojencem dali možnost, da gredo v gledališče, da lahko grejo k frizerju, da lahko grejo mogoče, ne vem, kakšne športne dejavnosti. Skratka nekaj, kar pravzaprav vsem nam daje dodano vrednost kvalitetnemu življenju. In pozabljamo velikokrat, da dostojanstvo starosti ni v tem, da si sit in da imaš samo topel dom, ampak dostojanstvo starosti je tudi to, da si lahko kdaj samega sebe malo potrpljaš po rami ali pa samega sebe pocrklaš. In zagotavljam vam, da večina teh mojih upokojencev žal tega nimajo.